Nacionalna strategija izstopa iz premoga predvidela zaprtje velenjskega premogovnika najpozneje do leta 2033, bi v holdingu Slovenske elektrarne, Termoelektrarno Šoštanj in premogovnik prej izločili iz skupine HSE. Kot navajajo, je to nujno ne samo zaradi ekonomskih razlogov, temveč tudi okoljskih zavez Slovenije do Evropske unije. A v Velenju svarijo, da bi s tako potezo in predčasnim zaprtjem ostali brez evropskega denarja, država pa jim ga ne bo mogla dati. Sedanjim težavam z ogrevanjem bodo na državni ravni sledili pomanjkanje električne energije in višje cene. Metka Pirc. V holdingu Slovenskih elektrarn so potrdili, da bodo še v prvi polovici letošnjega leta izdelali analize in strokovne podlage. Te bodo osnova za nadaljne odločitve. In hkrati, da se sicer zavedajo pomena kopanja velenjskega lignita, a je prestrukturiranje nujno. V letnem načrtu kapitalskih naložb za letos, ki ga je potrdila tudi vlada, so tako predvideli aktivnosti za izločitev Teša in premogovnika. Vodja regijskega odbora za pravičen prehod Franc Žerdin pa svari. Država pa premogovniku in Tešu ne bo mogla dajati subvencij, ker je to strani Evropske unije prepovedano in ostane jim edino to, da jih zaprejo, kadar se bodo pa za to odločili. Težava so vrtoglave cene emisijskih kuponov, ki vplivajo na poslovanje. Zaprtje obeh družb bo povišalo cene elektrike, svari Žerdin. Najdražja je tista energija, ki je nimamo v danem trenutku. Cene so lahko tudi zelo visoke in moja prognoza in pa poznavanje tega trga energetskega je, da znajo cene električne energije poskočiti tudi za 100 in več %. Takrat bo problem veliko večji, kot je danes. In še? Po mojem prepričanju so tu odzadaj pritiski elektroenergetskih podjetij, predvsem trgovcev z energijo. Jaz celo špekuliram, da gre za odzadaj za povezavo holdinga Slovenske elektrarne in GEN-I-ja v eno podjetje. To je potem tipično trgovsko podjetje in da sta tu premogovnik in Teš potem odveč, ker pa bosta tudi v prihodnje imela nek višji strošek. In čeprav bi vlada že morala sprejeti 2 ključna zakona o zaprtju in prestrukturiranju, ostajajo v Velenju brez njih. Policija na območju